Živijo. Moje ime je Ema Kotar, sem študentka etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti. Trenutno bivam v študentskem domu v Ljubljani, sicer pa prihajam iz ene manjše vasi v Zasavju. Jaz sem odraščala v eni, bi se reklo, tradicionalni katoliški družini, kar je zame pomenilo, da sem morala vsako nedeljo hoditi k maš, čeprav si tega takrat nisem želela. Jaz sem to občutila predvsem kot prisilo s strani mojih staršev. Stvar je bila tudi ta, da jaz takrat v Jezusa sploh nisem verjela in verjetno tudi zaradi tega nisem mogla razumeti, zakaj bi Boga našla ravno v cerkvi. Našla sem ga v naravi, pač v cerkvi ga pa nisem. Če danes pogledam sebe nazaj, kakšna sem bila takrat, oziroma že takrat sem se zavedala, da pač nisem ravno najboljša oseba, da sem verjetno precej daleč od tega. Vem, da sem si želela se spremeniti na boljše, ampak mi ni ratalo, nisem zmogla. In tako sem jaz živela svoje življenje brez Jezusa, vse do časa približno 3 let nazaj, ko sem v mojem življenju dosegla eno najnižjo točko. To je bilo eno obdobje, zame je bilo res temačno, takrat mi je bilo najtežje. In jaz sem takrat vedela, da tako ne gre več naprej, da jaz sama ne morem. In sem se potem končno odprla Bogu in je on začel počasi spreminjati moje življenje. No, v tem novem obdobju mojega življenja me je potem Bog nagovarjal na različne načine, da me je tudi spremenil potem. Včasih me je nagovarjal po drugih ljudeh, predvsem na začetku vem, da so bile moje sestre tiste, ki so mi bile v velik zgled, zato ker so bile one tudi verne. In jaz sem si želela to njihovo vero, predvsem zato, ker sem videla, da so srečne. Potem Bog me je spremenil tudi po svojih zakramentih, ker sem šla jaz po parih letih končno k spovedi in je bilo to zame ful eno veliko olajšanje. Bog me je spremenil tudi prek manjših čudežev, kar je verjetno delal v mojem življenju že prej, ampak sem jaz zdaj končno začela to opažati, dati temu pomen. No, in ker danes govorimo o Božji besedi, moram povedati, da me je velikokrat nagovarjal tudi po svoji besedi, torej besedi Svetega pisma. In bom zato danes z vami podelila 3 izkušnje, kako je ravno prava Božja beseda prišla do mene ob ravno pravem času. Se tako izrazim. Lanskega avgusta sem se jaz znašla na Evropskem forumu mladih v Altettingu v Nemčiji. Leto pred tem je bilo zame še polno enih sprememb na področju vere, polno enih novosti. Kot kristjan sem se jaz takrat še iskala in v bistvu je bila potem moja vera tako res na trhlih nogah, ni bila ravno trdna. In mene je znalo veliko zanašati zaradi tega, ne. Malo tja. Tako da v tistem obdobju sem se jaz počutila res izgubljeno, nisem vedela, kam spadam, nisem vedela, kaj je moja pot v življenju, kam naj se usmerim. Bila je stvar taka, da jaz sem imela prijatelje, ki so bili verni, kristjani, in v njihovi družbi sem bila tudi jaz verna, ko pa sem bila v družbi mojih prijateljev, ki niso bili kristjani, ki niso bili verni, pa tudi jaz nekako, ne da nisem bila, ampak nisem si upala izraziti svoje vere, nisem si upala priznati, da jaz tudi verujem v Boga. Tako da sem bila, in sem prišla potem na Evropski forum mladih res taka zmedena in nisem vedela, katero pot naj grem. In prvi dan na forumu sem dobila listek z Božjo besedo in na tem listku je pisalo: Modril te bom in te učil na poti, po kateri moraš hoditi. Svetoval bom moje oko je nad tabo. V tistem hipu jaz te besede nisem razumela. Pač verjetno zato, ker niti nisem bila navajena razmišljati o Božji besedi, nisem bila navajena razmišljati o pomenu nečesa, kar piše v Svetem pismu, in pravzaprav še to, da niti nisem bila navajena brati Svetega pisma. No, in po parih dneh v Altettingu sem jaz postala čedalje bolj srečna in sem začutila, da res spadam tja, da je tukaj moje mesto med temi ostalimi mladimi, vernimi
In vedela sem, da so oni meni v močno oporo. Bolj, ko sem se jaz tega zavedala, bolj, ko se je bližal konec tega našega srečanja tam, bolj sem se bala, kaj bo potem, ko bom jaz prišla nazaj v Slovenijo. Pač ker bi se le vrnila nazaj v moje realno življenje, kjer ni takšnega varnega okolja. In sem se bala, da se bom spet izgubila, da spet ne bom vedela, kam naj grem. No in potem, en dan preden smo se mi vrnili nazaj v Slovenijo, je mene Bog kar, za mene osebno je bilo to kar en tak nagovor, no. V srcu sem začutila, da moram vstopiti v skupnost Emanuel, ker da mi bo ta skupnost v oporo in da bom v tem varnem okolju lahko rasla kot kristjan. In tako sem potem tudi zadnji dan vstopila v skupnost, pa še enkrat sem si prebrala Božjo besedo iz prvega dne. Torej, modril te bom in te učil na poti, po kateri moraš hoditi. Svetoval bom, moje oko je nad tabo. In takrat sem to besedo razumela sem to kot, da mi je Bog že na začetku foruma, pač tega srečanja povedal, da me bo on vodil, da me bo on usmeril na pravo pot. Ta pot je bila za mene v skupnosti in s tem, ko sem jaz vstopila v skupnost, sem dobila tudi eno varno mesto, kjer sem se lahko začela razvijati kot kristjan. Še 2 izkušnji bi rada podelila z vami. Prejšnji mesec, oktobra, sem se udeležila enega večera usmiljenja v Šempasu na Primorskem. Večer usmiljenja je tak poseben dogodek, ki se odvija v večernih urah v cerkvi. Možna je sveta spoved, nastopajo pričevalci razni, potem tudi skoraj večino časa izpostavljeno Najsvetejše Jezus in pa tudi posameznik gre lahko k skupini 2 ali 3 molilcev in ti molilci zanj molijo in zanj odpirajo Sveto pismo z Božjo besedo. No, in na tak večer usmiljenja sem šla tudi jaz. Čeprav sem se veselila tega, kaj se bo tam dogajalo, moram reči, da sem tja prišla bila sem precej obtežena, imela sem take občutke krivde, to pa je bilo predvsem zaradi tega, ker se mi je zdelo, da non-stop ponavljam ene in iste grehe. In jaz sem se zaradi tega ful krivila, se mi je zdelo, da grem k spovedi, se spovem in potem čez nekaj časa ponovim iste stvari, ne da bi hotela, ne, ampak jih. In v tistem trenutku si jaz nisem mogla tega odpustiti. In kar je bilo v bistvu zame še težje, nisem mogla razumeti, nisem mogla verjeti, da mi bo Bog sploh še odpustil. Pač kako naj mi on odpusti, če pa ponavljam ene in iste stvari. Ne. In to je mene ful težilo. No, in tekom tega večera sem šla jaz potem pred Jezusa, tja pred oltar, sem tam pokleknila in sem ga res prosila, da naj mi pomaga. Prosila sem ga, da naj mi res odpusti za vse te moje grehe. In prosila sem ga tudi, naj mi da vero in zaupanje v njega. In potem sem vzela iz košarice, ki je bila tam pred oltarjem, zopet listek z Božjo besedo in na tem listku je pisalo: Z večno ljubeznijo se te usmilim, govori Gospod, tvoj odkupitelj. V tistem trenutku je bilo meni, kakor da je ena taka velika teža z mene padla. In sem res razumela, da ne glede na vse, kaj bom jaz naredila, ne glede na to, da jaz ponavljam ene in iste grehe, da je Božja ljubezen večja od tega, da je njegovo usmiljenje neskončno. Z večno ljubeznijo se te usmilim. Njegova ljubezen je večna. In potem tudi govori Gospod, tvoj odkupitelj. Meni je bilo jasno, da sem jaz za vse svoje grehe že odkupljena in da sem odkupljena po Jezusu na križu. In to, kakor da prej nisem vedela, to mi je bilo v tistem trenutku tako res jasno, da sem ponotranila. In to me je ful potolažilo. No, in potem sem šla še k skupini teh 2 molilcev nekam zadaj in sta ona dva še molila za mene, za moje namene. Odprla sta tudi Sveto pismo z Božjo besedo in po tej besedi mi je Bog naročil, naj se v molitvi obračam na njega in naj mu izročam vse, kar doživljam,
vse svoje strahove, vse svoje težave. In mi je tudi obljubil, da mi bo on odvzel vsa moja bremena. Tako da Bogu hvala, za mene je bilo to res je bil večer usmiljenja. Zdaj bom jaz počasi zaključila. Za konec vam bom povedala samo še eno kratko štorijo, v bistvu, kako sem se jaz danes tukaj znajdla na Nikodemovih večerih in da zdaj pričujem. 2 tedna nazaj sem se jaz odpravila v kapelo v mojem študentskem domu in tam sem molila in v molitvi sem prosila Boga, naj mi pomaga, da se mu bom res odprla, da se mu bom res lahko dala čist povsem na razpolago, da me bo on lahko uporabil, pač kjerkoli. In potem sem odprla Sveto pismo in se odprla na apostolskih delih in sem brala, kako so apostoli po Jezusovi smrti pričevali zanj preko znamenj in čudežev in da so se ljudje spreobračali. No in brala sem še naprej in potem končno prišla do besede o Savlu oziroma Pavlu, do odlomkov o njemu. In ko sem jaz to prebirala, se je mene to toliko dotaknilo, da sem dejansko dobila solzne oči. Jaz sem se v tistem trenutku s Savlom res poistovetila, ker se mi je zdelo nekako, da je njegova zgodba tudi moja zgodba. On je bil prej hud grešnik, preganjalec kristjanov in potem, ko se ga je Bog dotaknil, se je on spremenil in je postal pričevalec za njega. No in v tistem trenutku sem jaz prosila Boga, da naj bom jaz tudi tako kot on pripravljena, da zanj pričujem, navkljub vsemu mojemu strahu in tako. No in kaj se je potem naredilo? Slučajno sem imela telefon s sabo v kapeli in čez par minut sem dobila telefonski klic z neznane številke in se mi je na drugi strani predstavila sestra Marija Imperl in je rekla, da išče nekoga, ki bi bil pripravljen pričevati na Nikodemovih večerih. Ne vem, meni je bilo to v tistem trenutku kar malo hecen, ne. Kako je Bog že vnaprej poskrbel, da je mene opogumil po tej svoji besedi in potem, ko sem ga jaz prosila, da naj mi da, da bom pričevala za njega, je on to kar hitro izkoristil. Tako da sem rekla, seveda ja, ne. Tako da Bog je res dober in sem ful hvaležna, da me nagovarja po svoji besedi. Vsem, kar dela. Hvala.